Dragi župljani, s pepelnico in obredom pepeljenja smo vstopili v postni čas. Spreobrni se in viruj evangeliju, nam je rekel duhovnik, ko nam je s pepelom naredil na čelo znamenje križa, ali spominja se, da si prah in da se v prah povrneš. Pripravljamo se na Veliko noč, naš največji krščanski praznik. In kot se za vsako veliko stvar spodobi, je zato potrebna dobra in temeljita priprava. Seveda, priprava zahteva trud, odrekanje in predvsem močno željo. In koliko je v meni tega hrepenenja, resnične želje po spremembi, po ljubezni, po dobroti. Želja, da grem ven iz sebe, da postanem človeški, da se približam Bogu in ljudem. V pomoč na tej poti so nam trije stebri krščanstva. Molitev, post in miloščina, ki smo jih kristjani podedovali iz judovstva. Jezus jih omenja v svojem govoru na gori, ko pravi, da naj ne trobimo pred seboj, ko dajemo miloščino, ko molimo in ko se postimo. Naj ne bomo kakor hinavci, ki se kažejo ljudem, da se postijo in molijo. Kadar pa se ti postiš in moliš, pravi, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu očetu, ki je na skrivnem. In tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Molitev, post in miloščina so smatrani kot trije stebri krščanskega duhovnega življenja. In duhovna rast človeka je povezana z razvijanjem le-teh. Sveti Peter Krizolog, škof v Raveni, cerkveni učitelj, je v 5. stoletju v svoji pridigi zapisal o molitvi, postu in miloščini kot eni disciplini. Pravi, da so to stvari, preko katerih se vera trdno drži, ker češčenje stanuje in krepost ustraja. Zakar molitev trka na vrata, post uspešno prosi in miloščina prejme. Povezani so v enoto in drug drugemu dajejo življenje. Post je duša molitve in miloščina je življenje posta. Nihče jih ne more ločiti narazen, ker so neločljivi. Če ima človek samo eno od njih, nima ničesar. Zato kdor moli, se mora tudi postiti. In kdor se posti, mora biti tudi milostljiv. Kdor hoče biti slišan, ko prosi, mora znati slišati tistega, ki prosi njega. In kdor ne zapre ušesa temu, ki ponižno prosi, odpre Božje uho. Pravi sveti Peter Krizolog. Nobena vaja zase ne obrodi sadov, če ni spremljana z drugima dvema. Že puščavski očetje so se zavedali napora potrebnega za odnosa s seboj, z Bogom in drugimi. Vadili so se v molitvi, postu in miloščini, da bi našli Boga in notranji mir. In vztrajnost jih je k temu pripeljala. Na ta način so se osvobajali nezdravih navezanosti, neslabih navad in v sebi ustvarjali prostor lepote in ljubezni. Prostor, kamor lahko vstopi Bog in bližnji. In to je smisel in namen postnega časa. Dragi župljani, želim vam vztrajnosti na poti k Bogu in bližnjemu, ter seveda sebi, da bi vas postni čas dobro pripravil na praznik Gospodovega vstajenja.